Danes se bomo pogovarjali o številskih izrazih seštevanja in odštevanja. Kaj je to številski izraz? Številski izraz je zapis, ki povezuje števila z računskimi operacijami. Računske operacije pa so lahko seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje. Pa si poglejmo nalogo, kjer bomo zapisali številski izraz. Dedek je odšel nabirat gobe. Nabral je 12 jurčkov, 9 lisičk in 11 štorovk. Koliko gob je nabral? Zapiši ustrezen številski izraz. Številski izraz se glasi 12, ker je nabral 12 jurčkov, plus 9, ker je nabral 9 lisičk, plus 11, ker je nabral 11 štorovk, je koliko? Najprej izračunamo 12 plus 9 je 21, plus 11 je 32. Dedek je nabral 32 gob. Za računanje seštevanja je značilno, da rešujemo po vrsti, od leve proti desni, tako smo delali tudi mi. Vendar lahko pa tudi pri seštevanju vrstni red seštevancev zamenjamo. To imenujemo zakon o združevanju pri seštevanju. Kaj to pomeni? Da bi lahko tretji seštevanec dala na prvo mesto, prvi seštevanec na drugo mesto in drugi seštevanec na tretje mesto. Se pravi, vrstni red seštevancev sem zamenjala. 11 plus 12 je 23, plus 9 je 32. Vsota se ni spremenila. To pri seštevanju lahko naredimo. Naloga pa gre še dalje. Dedek se je vrnil s polno košaro gob domov. Babica je iz 7 jurčkov pripravila okusno malico, za 3 gobe pa je ugotovila, da so črvive. Ostale gobe bo imela za ozimnico. Koliko gob je še ostalo, da bo lahko pripravila ozimnico? Poglejmo si račun, spomnimo se, dedek je prinesel domov 33 gob, 7 jurčkov je babica porabila za okusno malico in za 3 gobe je ugotovila, da so črvive. Zato smo tu dali znak minus. Imamo zapisan številski izraz, kjer smo uporabili računsko operacijo odštevanja in za to je značilno, da začnemo odštevati od leve proti desni. Se pravi, 33 minus 7 je 26, minus 3 je 23. Kaj je pa značilno za odštevanje? Za odštevanje je tudi značilno, da vedno odštevamo lepo po vrsti, od leve proti desni, vendar vrstni red zmanjševancev in odštevancev ne smemo zamenjati, kajti razlika se pri tem spremeni. No, pa še poglejmo, če je temu res tako. V primeru, da bi vrstni red zamenjali, da bi najprej od 7 odšteli 3, se pravi 33 minus 7 minus 3 je 4, je 29. Kot vidimo, razlike se razlikujejo. In tudi ta razlika ni ustrezna nalogi, ki smo jo mi reševali. Oglejmo si še nekaj primerov izrazov. Tu imamo zapisane
številske izraze z oklepaji. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da najprej rešimo računsko operacijo, ki je v oklepaju, in šele nato ostali del računa. Če preberem, kako se glasi tale številski izraz. 35 plus oklepaj, 12 minus 8, zaklepaj je. 35 prepišem znak plus in izračunam ta del, saj je v oklepaju. 12 minus 8 je 4. Je enako 35 plus 4 je 39. Najprej smo izračunali del, ki je zapisan v oklepaju. To moramo vedno upoštevati. Oglejmo si drug številski izraz. Oklepaj 19 minus 12, zaklepaj plus oklepaj 22 minus 6, zaklepaj je. Najprej bomo izračunali tale del. 19 minus 12 je 7. Prepisani bomo znak plus. 22 minus 6 pa je 16. 7 plus 16 pa je 23. Gremo naprej. Oklepaj 23 plus 5, zaklepaj minus 18 je. Najprej izračunamo tole. 23 plus 5 je 28 in še ostali del. Minus prepišemo, 18 je 28 minus 18 je 10. Sedaj pa imamo številski izraz brez oklepajev. 56 minus 12 plus 33. Ta račun pa računamo lepo po vrsti od leve proti desni. 56 minus 12 je 44 plus 33 je enako 77. Še enkrat, da povzamem. Če imajo številski izrazi oklepaje, so vedno oklepaji na prvem mestu in potem ostale števila prištejemo ali odštejemo. Oglejmo si še besedilno nalogo. Od vsote števil 18 in 34 odštej razliko števil 57 in 37. Katero število dobiš? Napiši številski izraz. Naloga od nas zahteva, da zapišemo številski izraz. To je zelo pomembno. In katero število dobimo? Tudi to je pomembno za to nalogo. Poglejmo si podatke. Od vsote števil, vsota, vemo, da pomeni znak plus števil 18 in 34. Odštej, odšteti moramo razliko števil, razlika pa pomeni minus, števil 57 in 37. Tako moramo tudi zapisati. Že sama naloga nam pove, da moramo najprej sešteti števila, se pravi, napišemo oklepaj od vsote. Mi vemo, da je vsota, nastopa pri seštevanju 18 plus 34
od te vsote, zaklepaj, moramo odšteti razliko števil. Razlika vemo, da nastopa pri odštevanju. Zopet naredimo oklepaj. 57 minus 37. Zaklepaj. Je enako. Zapisali smo številski izraz. Najprej moramo sešteti 18 plus 34. To je 18 plus 30 je 48, plus 4 je 52. Sedaj moramo še odšteti te dve števili. 57 minus 37 je 57 minus 30 je 27, minus 7 je 20. Je enako. 52 minus 20 je 32. Katero število dobiš? Dobim število 32.